Dobar dan, Zdenka Marija Kovač. Ja, pozdravljena. Dobar dan, spoštovani gledalke in gledalci. Danes je z nami sociologinja, gospa, smo ravnokar slišali ime, Zdenka Marija Kovač. Tole je pa 15. oddaja Pejsen, povej po slovensko. Nadaljujemo v letu 2026. Pogovore z našimi raziskovalci, naših korenin in jezika. Zdenka, smo rekli, da se tikava. Ja, lahko. Jaz ponavadi sem se vsemi sodelavci tikala, tako ne glede na starostne razlike, tako da... Lepo. Ja, hvala, ker si se odzvala. Sem se udeležila tvojega predavanja v Mestni knjižnici Ljubljana na Viču in me je navdušilo tvoje znanje in tvoja energija in se mi je zasvetlo in tako, da sem te mogla povabiti. Hvala za povabilo, veselje. Bilo mi je pa zanimivo, glede na vse pogovore, ki smo jih do zdaj opravili, si ti zajela kar globoko, tak velik nabor zgodovinskih kronistev, piscev, si predelala. Kako to, da si se kot sociologinja lotila te raziskave? Ja, to me marsikdo vpraša, ne. Marsikdo mi tudi reče, da ti je na stara leta res treba tole početi. Ampak tako je, ne. Jaz sem po naravi radoveden človek, ne, in že v gimnaziji so me zanimale razne stvari, veliko tistega, kar so nam pa predavali, pa pravzaprav ne. In takrat sem se odločala za razne študije, ne. Na koncu me je pot odnesla v socialno delo, v sociologijo in tako naprej. Medtem ko je zgodovina in etnologija, ki je bila tudi moja neke vrste ljubezen, pač morala ostati odzadaj, ne. In ko sem se pred leti upokojila, pravijo, da kar v mladosti ne delaš, ne, pač moraš pol na stara leta početi, ne. In ko sem iskala pravzaprav po moji zelo recimo burni in javno izpostavljeni karieri, nekaj umirjenega in nekaj za mojo dušo, sem potem naenkrat začela brati te alternativne zgodovinske knjige, ne. No, vmes je bila še ena druga preizkušnja, ki me je sploh pripravila do tega, da, ker nisem mogla 2 leti se dobro gibati, da sem se takrat pa res tudi posvetila in temu našim zgodovinarjem Valvazorju in Linhartu in Bohoriču in tem slovenskim zgodovinarjem. Potem pa seveda se mi začela odpirati vprašanja, ne. Kajti, recimo, če prebereš te alternativne vire, ne, alternativne v narekovajih, seveda ugotoviš, da pravzaprav s to našo zgodovino nekaj ne štima, ne, da nekaj ni v redu. Uporabljamo kak štajersko narečje, tako da jaz upam, da... To je bolj dobrodošlo kot akademski izraz. Ja, no. In takrat sem začela tudi uporabljati umetno inteligenco, da mi je iskala vire, ne. Zato sem tudi prišla do vseh teh virov, ker jaz bi mogla verjetno, ne vem, 30 ali pa 40 ali pa 50 različnih lokacij obiskati, ne, pa še latinske vire, pa grške vire, pa vse to. No, in ker se je ravno takrat začela pred 2 letoma razvijati tudi ta umetna inteligenca, sem jaz poskusila najprej na teh znanih virih, ne, ki sem jih že predelala, koliko umetna inteligenca zna potegniti iz posameznega vira in koliko točna je v navajanju, ne vem, o rojstnih podatkih, o ključnih tezah, tako. In sem ugotovila, da je tako nekje 80 do 90% točna, ne, pač čisto odvisno od tega, koliko mu ti natančno podaš vprašanje, ne. Ker umetna inteligenca vemo, da je orodje, ne. To ni nekaj, to je tako kot Google ali pa
In se pravi, če mu daš točne koordinate, ne, potem pač v bistvu potegne ven, pa še moraš potem kljub temu preveriti. Ne. Tako da kljub uporabi umetne inteligence sem jaz zdaj rabila 3 leta, ne, da sem vse te vire predelala naprej in nazaj in sporejala med seboj in potem tudi ugotavljala, zakaj in kje je prišlo do spremembe. In kaj sem ugotovila? Da pravzaprav v znanstvenih krogih, ne, ali pa paraznanstvenih krogih obstajata v bistvu 2 hipotezi osnovni o našem izvoru. Ena je tista klasična naselitvena, ko smo celo šolo in v bistvu tudi gimnazijo kasneje in tudi verjetno na fakultetah ne učijo nič drugega. Druga je pa seveda to, da smo avtohton narod, ki je vrsta torej že srednjeveških in drugih raziskovalcev in kronistov in zgodovinarjev govorila o tem. In v bistvu je pa tako, ne, ker sem sociologinja, jaz ne verjamem v neke preseke, kajti zgodovinski procesi se odvijajo bom rekla, tudi če danes gledamo, ne, obstajajo in avtohtoni Slovenci in potem seveda tudi prihajajo migranti taki in drugačni in se mešajo v ta narod, ne. In seveda Slovenci, recimo, verjamem, da karantanski Slovenci, če bi ga danes postavil v slovenski prostor, ne, modern, niti ga ne bi razumeli, kaj govori, kaj veliko, mogoče bi kako narečje, ki je nekje v zakotju ostalo enako, ga še najbolj razumelo, ne, niti v bistvu ne bi bil enak, čisto enakega mišljenja. Je pa nekaj, ne, kar pa ostaja, to je pa tisto jedro, ki se je, ne glede na to, kako smo sestavljeni, ne, biološko predvsem, ali pa tudi sociološko, ostaja kot jedro, ne. To je pa neka neverjetna vztrajnost in jaz pravim, da je naša identiteta, čeprav je tako kompleksna, ne, ima tisto jedro, ki je kot čudež ostalo tisočletja na tem prostoru, ne. Res, da je ta prostor vedno manjši, ne, ker če pogledamo prostor Slovenov, ne, kot zgodovinskih naših prednikov ali pa še prej Venetov, ne, imenovanih, v bistvu je prostor, ki je vsaj 3-krat, 4-krat večji, kot je prostor današnji, ne. Se pravi, da smo na koncu koncev tista srčika, jedro ali pa včasih res grdo rečem, da smo še ogrizek od slovenskega prostora, ampak v bistvu vendarle je ta prostor ohranil, torej, ko so ga mnogi narodi že izgubili svoje jedro, svojo identiteto, se je pa slovenski narod s svojim jedrom in svojo identiteto ohranil. Čeprav se tudi še vedno danes spreminja, ne, in se pravi, Slovenci v 19. stoletju niso isti kot Slovenci v 20. stoletju, verjetno tudi ne isti kot bomo v 21. 22. stoletju, ampak jedro pa ostaja. Tako kot je gospod Žunec lepo predstavil, ne, tisto jedro v besedoslovju, ne, je pravzaprav nekaj, kar nas veže na staro, bom rekla, ali pa prastaro jedro. Moj svak rad pove, da smo Sloveniji stare evropske duše, ne, ki so bile miroljubne, pastirsko, poljedelske, niso živeli v nekih velikih naselbinah, ampak v manjših, ne, bili samoupravno organizirani in to je tisto, kar nas ločuje od drugih narodov. In tudi če danes pogledamo, mislim Slovence, vidimo, da ne tvorimo velikih mest, ne. Ne vem, recimo že Hrvati, ne, v bistvu tvorijo en velik Zagreb, ne, pa se tam vse dogaja, podeželje, ko greš, je skoraj tako, kot da si prišel včasih v srednji vek, ne, tolike razlike, medtem ko Slovenci smo majhni, ne, tvorimo majhne naselbine in tudi danes mladi ljudje velikokrat selijo iz mest ven, ker želijo živeti z naravo, no, se pravi, da je to
da je to naša identiteta, življenje z naravo v sožitju in v bistvu v majhnih skupnostih je tudi možno tvoriti to samoupravo, to skupnost kot skupnost. Medtem ko ti hierarhično nastrojeni narodi, ki so tvorili velike nacije, vsi gradijo velika mesta, se koncentrirajo v mestih, se oddaljujejo od narave in na to moramo biti ponosni, ko jaz pravim, ker to na dolgi rok je tisto, čemu pravimo zeleni prehod, kar bo mogel ves svet narediti, dejansko pa mi pa imamo tu prednost v tem. In je zanimivo, jaz zdaj ne vem, a bomo šle tudi po te zgodovinske vire, ampak samo kratko, da pred leti, približno, kaj zdaj, 25 leti, sem bila na eni javni funkciji in takrat smo imeli sodelovanje z Irsko, predvsem, ker oni so v nekem duhovnem smislu nam zelo podobni. Se vidi, da so Kelti bili pri nas in pri njih in so je razvila neka podobna kultura. No in ena v bistvu sicer doktorica agronomije, ki je bila tudi šefica za FAO, to se pravi za to organizacijo Združenih narodov za področje kmetijstva in agronomije, je pa bila duhovno zelo razvita, in ona, ko je prihajala k nam nas učiti, pravzaprav kako se ta lokalna iniciativa, lokalni razvoj, lokalna skupnost mora razviti, če hočemo, ker mi smo to izgubili v tej tranziciji. Prvi in drugi in tretji mal pogled na to, je rekla, a veš, Slovenija, zdaj mi grejo kocine, Slovenija ima zelo posebno vlogo v zgodovini človeštva, ali pa Slovenci. Pravi, sicer se ne bo odvila takoj, boste pa mogli veliko pretrpeti, veliko umazanije skozi dati, da se boste očistili, da boste prepoznali, kaj je pravo jedro, zato da boste lahko postali ena od vodilnih skupnosti, ne kot država, ampak kot skupnosti, ki bo kazala, kaj je pot v novi svet. Ker se ga tudi mene fajn zebe. Ja, no, in jaz sem jo takrat gledala, vem, da smo bile tamle pred Unionom, sva zunaj stale, sem rekla, Agnes, ti nam čisto preveč pripisuješ, pa pravi, jaz nič ne pripisujem, jaz vidim. In zanimivo je tudi, da je pred leti zdaj, ne vem, če ste slišali za Izabela Tarot Reading, to je ena vidovnjakinja, ki za ves svet napoveduje dogodke vnaprej. Tudi ona je lani ali pa predlani, mislim, da sem gledala njen YouTube posnetek, napoveduje Slovencem pravzaprav to vodilno vlogo v prenovi sveta. Pa je ona je na angleščini, ali kaj je glavnem angleško govori. In sem jaz rekla, no, nekaj od te stare duše je pa moralo ostati, zato da bo spet v bistvu ta svet lahko zaživel tako, kot so stare miroljubne duše živele, ne pa te agresivne duše, ki danes vladajo. Glede na vse, kar sem do zdaj zvedela skozi te pogovore, se mi ne zdijo toliko nemogoče te napovedi, ker ne bom zdaj rekla, če smo, ker smo staroselci, to je znanje, to je drža, to so vrednote, in če so mogle biti potlačene, skozi zaradi različnih vzrokov je v bistvu, so vsaj v dolinah in na planinah ostale, pravim. Ker mi smo se velikokrat pogovarjali, kaj je tisti čudež, ki je ohranil te slovenske korenine v tem prepišnem svetu, ker mi smo na takem prepišnem področju, ki je malo kje v svetu. Vedno so šli tu tranzicije skozi take in drugačne, vladavine takšne in drugačne.
in da ti to ohraniš, ne, se je lahko ohranilo samo zato, ker so se ljudi umaknili na višine in v zaprte doline. Ne. In zanimivo je, ne, da je ena od takih zaprtih dolin ali pa in višin in dolin, recimo je Beneška Slovenija. Ne vem, če ste že bili kdaj tam, ne. Jaz sem bila pred kratkim, sem pa tudi prebrala knjigo o tej njihovi zgodovini, ne, in to je prav kot neke vrste muzej slovenstva, ne, kako se je razvijalo v zadnjih 2000 letih, ne, kakšne običaje, kako so se organizirali kot skupnosti, popolnoma samoupravne, kako so ohranjali jezik skozi v bistvu to svojo samoupravo, ne. In to je pravzaprav najbolj zahodni rob slovenstva, ne, ki se je tam ohranil. Veliko tega sem v zadnjih letih, kar je na spletu odrezje, sem si vse pogledala in sem zdaj zelo hvaležna, da bomo letos lahko šli tja in predstavili te oddaje. No, mi smo pa bili pred mesec, mislim, da je mesec, ni kar ena velika skupina, ampak v bistvu, če boste še to proučevala, poglejte si knjigo Beneška Slovenija in njeni čedermaci, ne. Ker to je pa cela zgodovina noter opisana in tudi ta slovenska samouprava z neke vrste ustoličevanjem na nivoju njihovih soseden, ne, ki je trajala ne tako kot Karantaniji, pač do 14. stoletja, tu se je ohranila celo do 18. stoletja. Šele, ko so prišli pod Italijo, ne, Napoleon je sicer že ukinil, ampak pol, ko so prišli pod Italijo, se je pa začela njihov krvavi pot, ne. Ampak kljub temu so ohranili, ne, v bistvu te zadeve in recimo tudi, ker so se veliki seljevali, imajo zdaj dan emigranta, ko se vsi v največjem možnem številu vračajo in nekako ohranjajo te svoje korenine. No, in to vse govori o tem, bom rekla, v sociološkem smislu, ne, o tem, da smo stare duše, da nismo neki, bom rekla, prišleki tam nekje v 6. stoletju. In to me je zanimalo, zato me je zanimalo tudi, kako so pravzaprav prišli do te naselitvene teorije, ne, kako je prišlo. In jaz sem proučila potem že, ko smo se srečala z Matejem, sem videla, da on tudi proučuje te stare antične vire. In jaz pa rekla, no, jaz jih bom pa od 6. stoletja naprej. Ker pravzaprav, če je to res, ne, da smo se mi priselili masovno, ne, kar sploh mi je bilo nepojmljivo, da bi v bistvu zdaj prišel en milijonski, ali ne vem kak milijonski narod in bi poselil cel Balkan, pol Peloponeza in še Alpe in vse te doline in to kar v nekaj desetletjih, ne. Kje je ta narod bil? Mislim, to mi že ni šlo v račun, ne, glede na mojo logiko, ne, kmečko, jaz uporabljam včasih kmečko logiko, ne, ker sem na kmetiji zrasla za to, mogoče tudi bolj. No, in sem rekla, nič, jaz bom pa proučila vse vire zgodovinske od 6. stoletja naprej, ne, se pravi, če v 6. stoletju Jordanes, ne, kot najbolj znan ta zgodovinar, od katerega govorijo samo pol resnice v uradni zgodovini, se pravi, da smo Sklaveni in Anti pač v 6. stoletju prvič omenjeni, ne, to ponavadi uradna zgodovina trdi, ampak ne povejo pa drugega dela stavka, da on jasno pove, da so nekdanji Veneti, sedanji Sklaveni in Anti, ne. No, drug vir, ki ga uradna zgodovina uporablja, je pa Prokopij, ne, ki je v bistvu tudi v 6. stoletju zapisal sicer, da Sklaveni vdirajo v Bizanc, ne, ker to so bili le grško-bizantinski zgodovinarji, iz onkraj Donave. Ampak zdaj, če se midve postaviva v Bizanc, ne, sedanji Istanbul, potem lahko, da je kaka veja Sklavenov in Antov tudi vdirala preko Donave, se pravi tam preko Romunije, preko Bolgarije v bizantinski prostor. Ampak od
nihče ne omenja ničesar okoli tega srednjeevropskega prostora, se pravi alpsko-jadranskega, v bistvu, predvsem pa ne tudi ne navezave na severni del, ne, kjer pa so se tudi pojavili Sloveni, ne, zdaj pa kakšno je moralo biti tisto pripjatsko močvirje, da je take milijone ljudi naredilo, da so poselili celo Evropo in Balkan, ne, mislim, to mojo glavo ni šlo, ne. Se pravi, dva avtorja zgodovinska, ne, Prokopij in Danes, pravzaprav bolj pritrjujeta, bom rekla, razširjenosti, ne, teh Venetov oziroma kasnejših Sklavenov in Antov, ker zdaj zakaj je prišlo do tega preimenovanja? To je pa čisto moja teza. Obstajata dve tezi, ne, da je v bistvu Veneti je ime, ki so jim ga dali v bistvu ti zgodovinarji, grški, rimski in tako naprej, ne. Tako kot so ga dali Etruščanom, ki so se sami imenovali Rasna, ne, tako tudi Venetijem so pač poimenovali Veneti. Jaz sem poskušala ugotoviti, kaj ta beseda tudi pomeni, ne, kaj označuje. In pravi, to sem pa uporabljala umetno inteligenco, ne, ker je to res drugače težko, da je to pravzaprav težko reči, ampak vendar bi pomenilo neki v mirni dobri, ne, Veneti. Venus je, vemo, da je boginja ljubezni in tako naprej, ne, da so pač to opisovali kot narod, ki je drugačen od Grkov in torej Italijanov, ne Italijanov, Rimljanov, pa tudi Keltov, ne, ampak v bistvu so jih imenovali Veneti. Zdaj, Veneti so imenovali širom evropskega prostora, tudi v Opatski nižini, tudi na Baltiku, tudi drugje, ne. No, medtem ko Sklaveni, ne, Sklaveni je pa lahko ima dva izvora, ne. Lahko, da so se sami imenovali tako, ne, kot Sklaveni. Jaz namenoma uporabljam naziv Sklaveni, ker drugače je prevod Slovan je absolutno nepravilen, ne, ker ni, lahko pa zato, ker namreč, ko so ta divja ljudstva prihajala na naš prostor, ne, še pred Rimljani, pa potem v času Rima, pa potem po Rimljanih, so v glavnem zasužnjevala ta narod, ne, ki so bili staroselci. In Rimljani sploh vemo, da po tistih bitkah tam, ki jih Vramec lepo opisuje, ne, v 9. stoletju, pa to, ko so Panonce recimo popolnoma premagali, so jih na tisoče in tisoče prodali v suženjstvo, ne. Tudi so jih razstavljali v Rimu kot, bom rekla, dokaz svoje ene največjih zmag, ker so bile to hude bitke. Tako da lahko, da so pa, ker če pogledamo italijanski izraz sklavi, ne, ščavi, pomeni suženj, ne. Tako da lahko, da je od tam, ali pa so oni tako imenovali, tega pravzaprav se ne da zaenkrat dokazati. Ravno tega teza, ne, oziroma način iskanja po teh rimskih spomenikih, ne, je zelo pomemben v tem smislu, ker to pomeni, da če so sploh eno zadnjih objav, ki je naredil, da spomenik, torej enemu Slovanu, ne, in njegovi ženi in vsem osvobojenim sužnjem, ne. To pomeni, da so tisti sužnji, ki so jih osvobodili, so bili potem rimski vojaki in tako naprej, so v bistvu se sami tudi klicali Slavi, ne. Slavi je, ne, in je verjetno to njegova teza kar točna, ne, da ni samo tega suženjstva, ne, ampak da se tudi sami so se imenovali Slavi, ne. Hotela sem še dodati pri Venetih, ko si rekla, da si iskala pomen. Veneti ali pa Beneti, a ne, danes grničijo to sama, ker italijanska beseda ben je pa dobro. Ampak tem Venetom so dali tudi ime Rimljani, ne, tem Venetom v kotu Jadrana, ne, za katere sicer Matej trdi, da v bistvu niso
tisti pravi jadranski Veneti, iz kateri so išli Sloveni. Jaz pa pravim drugače, da v bistvu je ves ta prostor, od Baltika do Apeninskega polotoka, je najprej poseljevala, tako arheologija kaže, kultura žarnih grobišč, ki je bila povsod enaka in je bila značilna tudi za kasnejše Slovene. Zdaj, iz te kulture so išli Lužičani, iz te kulture so išli Etruščani, preko Vilanovske kulture, ki je bila ena veja, iz te kulture so išli Veneti, kot nosilci, zgodnja dolenjska kultura, ki je zelo prisotna v našem prostoru, Panonci, tudi Norečani. To se pravi, da je to tisto prajedro, kultura žarnih grobišč. In narodi in ljudstva so še lepo poimenovala, ker to je pa le par tisoč let nazaj. Tako, no, in zdaj, da se vrnemo na moje zgodovinsko raziskovanje, torej jaz sem v teh svojih raziskavah raziskala približno 70 različnih zgodovinskih virov, od kronistov in zgodovinopiscev do urbarjev raznoraznih Beneške republike, potem tega Frankovskega kraljestva in tako naprej, tudi, bom rekla, nekaj madžarskih. In v bistvu vsi pravzaprav govorijo, namreč, moja teza je bila, če so se v 6. stoletju recimo naselili, ali bi kronisti, ki so delovali v 6. in 7. stoletju, to zapisali ali ne. Sploh, ker so bili kronisti frankovskega porekla. Sigurno, če bi neko divje ljudstvo prišlo, tako kot so prišli Avari, oni govorijo samo o Avarjih, o Sklavenih, ali pa tudi Sklavini se jih imenujejo, ali pa čas geografsko Karantani, o njih pišejo kot o staroselcih. O starem ljudstvu, ki je na tem območju Karantani je živelo. Se pravi, tako Fredegar v svoji kroniki, potem v autobiografiji oziroma v biografiji Karla Velikega in tako naprej. Vsi ti viri iz 6. do 7. stoletja niti eden ne omenja masovne priselitve, ampak kvečjemu sodelovanje Frankov, Bavarcev in Karantancev, da so lahko premagali Avare, ki so pa res prihajali v 6. in 7. stoletju v ta prostor. Recimo tudi, bom rekla, furlanski oziroma langobardski viri ne govorijo o tem, da se priseljujejo masovno Sloveni, ampak da Sloveni živijo vzhodno od njih. In ena zanimiva zadeva se mi je zgodila, zdaj, ko smo bili v Beneški Sloveniji, kot to je Videmska pokrajina, vemo, da je najbolj zahodna poseljenost Slovenov, so nam zgodovino pripovedovali, češ, da so Sloveni napadali Langobarde, in da so se potem nekako sporazumeli, da se bojo Sloveni naselili v planinah, oni pa v dolinah. Kar mi je spet malce čudno, ker če uradna zgodovina pravi, ko so Langobardi odšli iz panonskega prostora, so v ta prazen prostor 568, so v ta prazen prostor prišli Sloveniji. Zakaj bi zdaj Sloveniji za njimi rinili v planine, v Benečijo, če so imeli ves panonski prostor na razpolago? To ne gre v moje. Bilo je pa verjetno bolj, kaj se je zgodilo, ko so Langobardi seveda kot, bom rekla, vojaško ljudstvo naselili Benečijo, v spodnje dele so se Slovenijo umaknili v hribe, kot ponavadi. Tudi že v času Rimljanov so se umaknili v hribe in takrat še Veneti imenovani. In recimo, pa seveda ne smemo pa zatajiti, da so vendarle ta prostor deloma tudi naseljevali Kelti, v bistvu, ki so
ki so se pa nekako pomešali med venete, ne. Niso, tudi so bolj ločeno nekako živeli, ne. Oni so ta prva mestna naselja gradili v Sloveniji, oziroma Veneti takratni so bili, ker to se je zgodilo v 3. stoletju, ne, ali pa 4. stoletju pred našim štetjem, so se začeli Kelti priseljevati in tu je bila venetska kultura, ne. To ni bil prazen prostor, se pravi, zdaj to, kar pripisujejo Hallstadtu, je mešanica venetske in keltske kulture. Kelti so naseljevali oziroma zidali ta ograjena mesteca, Opidium se imenujejo, in recimo Keleja, ne, kasnejša Celeja, je bilo eno tako mesto. Segestika, kasnejša Siscija, ne, rimska, je bilo tudi eno tako, bom rekla, keltsko mesto. Sicer pa jaz mislim, če gledam, kako delujejo te vojaške strukture, ne, oni so osvajalci, oni niso ustvarjalci neke kulture, ne, oni pač prenesejo tisto, kar znajo, ampak oni gredo naprej, ne, in zgleda, da so se pač ti Veneti, se pravi staroselci in Kelti na dokaj mirnoljuben način pomešali, tako kot tudi Rimljani, razen v Panoniji, ne, kjer so se res Panonci upirali do skrajnosti. Medtem ko Norvečani, vemo, in tudi Veneti v Padski nižini in vsi ostali so se pravzaprav bolj kot ne miroljubno predali in sklepali neka zavezništva z njimi, zato da so se ohranili, ne. No, če se zdaj vrnemo k tem zgodovinskim virom, ne, se pravi, do 8. stoletja ni nobenega vira, ki bi pravzaprav govoril o tej strašnem naseljevanju. No, potem imamo pa ta v bistvu zgodnji srednji vek, ne, kjer je Langobard zapiše, da je Pavel Diakon zapiše, da je v bistvu to pač narod, ki živi ali pa ljudstvo, ne smemo govoriti o narodu, ker to je kasnejša iznajdba, ljudstvo, ki živi vzhodno in severno od njih, ne, in dejansko je ta del Slovenov bil vključen v Langobardsko kraljestvo, ne. Se pravi, Langobardsko kraljestvo je pred tem, ko so jih osvojili Franki, je bilo eno ogromno kraljestvo, ki je tudi zahodni del Slovenije obsegalo in seveda tudi pol Apeninskega polotoka, no. V 7. stoletju, v začetku 8. pravzaprav Franki to vse osvojijo in vključijo v svoj imperij. Ampak seveda ta frankovski imperij ni bil takšen, da bi onemogočal niti jezikovno, sicer uradni jezik je bila uvedena latinščina, niti ne nemščina ali pa ne vem, njihov frankovski jezik, ampak latinščina, to se pravi, učili so se menihi, učili so se voditelji, ne, in tako naprej, ampak ljudstvo je govorilo svoj jezik in ohranjalo svoje običaje, kar dokazujeta tako Beneška Slovenija z temi procesi ustoličevanja in samouprave kot Karantanija, ne. Celo Benečani pravijo, da ko je prišlo v Karantaniji do ostrejšega vpliva Frankov, ne, na to njihove strukture, da so se Karantanci začeli seliti v Beneško Slovenijo, kjer je bilo pod Beneško republiko nekako bolj svoboda, no. Ja, to je prav zanimiva zadeva. No, ampak kar se zgodovinarjev tiče, sem šla potem naprej in pogledala, kaj piše o življenju Cirila in Metoda, ne, ki so njegovi učenci napisali. Spet govorijo o že izoblikovanem jeziku, ki so ga oni pač poskušali, sicer ni nikjer zapisano, da sta Metod in Ciril prevzela v bistvu od svetega Hieronima pisavo, ki je bila in jo nadgradila, ne, ki je bila iz 4. stoletja, ampak pisavo sta skratka prilagodila slovenskemu že izoblikovanemu jeziku. Zapisala sta tudi prvi, bom rekla, zakonik po slovenskem pravu, ne,
kar se tudi mi nismo nič učili, ne, in zdaj sodobni jezikoslovci nam govorijo, da je v bistvu ni nobene povezave, ni nobene kontinuitete med tistim jezikom iz 9. stoletja, v katerem sta pisala Ciril in Metod, in našim jezikom, ne, modernim. Seveda, če bi Angleži pogledal njihov jezik iz 9. stoletja, pa sedanjo angleščino, bi tudi verjetno rekel, ja, pa sej tu ni nobene povezave, sej se sploh ne razumejo. Ni res. V bistvu, ker vsi jeziki so se tako skozi tisočletja nadgrajevali, razvijali, ampak koreni so ostali isti. Ne? In jaz sem strašno žalostna, ko sodobni jezikoslovci v Sloveniji tudi to kontinuiteto zanikajo in pravijo, da je šele v 16. stoletju nastal naš jezik. Kar ni res, ne? Jezik je seveda obstajal že od brežinskih najmanj dokazi, ne? Raznih starogorskih zapisov, raznih zapisov iz Tične, celovških zapisov in tako naprej. Res je, da niso bili tiskani, bili so zapisani in zapisali so jih pač menihi, ne? Ker drug takrat tak ni bil izobražen ali pa ni imel dovolj časa, kmetje seveda niso pisali jezika, ne? So ga pa govorili. Lahko so bili pa uničeni tudi. No, to je eno. Drugo je seveda, da so lahko bili uničeni, ne? Ker ta hegemonija, ne, ki je začela potem tudi razvijati naselitveno teorijo, je pa skozi delovala po istem principu. In spomnil se, kaj so te prvo naredili Nemci, ko so prišli v Slovenijo v drugi svetovni vojni. Ne vem, kako je bilo v Ljubljani sicer, ampak na Štajerskem so vse knjige slovenske zmetali na kup in jih skurili. To pomeni, da je v bistvu ta paradigma, ne, delovanja, kako ti uničuješ narod, tako da mu uničiš literaturo, tako da mu uničiš knjige in potem uvedeš šolo tuj jezik in potem ga ponemčiš. In tako se je v bistvu Avstrija ponemčila. Zelo sem jezna. Ja, ampak tako je, nažalost, ne. Zdaj nam nič ne pomaga o tem, kar je bilo, kar je izgubljeno, ne. Važno je, da zdaj vemo, kakšni so principi delovanja in da o tem osveščamo svoje otroke, ker če bojo hoteli v bistvu ohranjati slovenstvo, bo v naslednjem tisočletju to še težje, kot je bilo prej, ne, ker ni bilo toliko komunikacije, toliko pretoka, ne, kot je sedaj. No, in da omenim vse te zgodovinarje, ne, za mene je odkritje pravzaprav bil bizantinski cesar Porfirogenet, ki je pa pisal v 10. stoletju, ne, njegovo znamenito delo Upravljanje imperija, ki je bil pravzaprav kot napotilo svojemu sinu, ne, ki je prevzemal oblast, kako naj upravlja bizantinski imperij in seveda ljudstvo v njem. Ne. No, in on opisuje Sklavinije, ne. Se pravi, zelo blizu izrazu Slovenija, ne. Sklavinije kot tipične sklavenske, ne, načine delovanja oziroma organizacije, in te Sklavinije on deli na dvoje, na te, ki so pod Bizancem in na tiste, ki niso. Se pravi, tiste, ki niso, jih smatra kot Sklavinije ob Savi, se pravi savska kneževina, ne. Potem Karantane pa Moravane, ne. To so pravi severne Sklavinije, so dosti bolj organizirane in tudi večje. Medtem ko Sklavinije na Balkanu in Peloponezu in pa seveda na predelu današnje Bolgarije, jih pa prav našteva, kakšne Sklavinije vse so bile, ne, in kako dolgo so ostale samostojne. No, in tam on jasno pove, da pravzaprav so v 7. stoletju pa na ta sklavinski prostor prišli na poziv cesarja Herakleja Hrvati in Srbi kot vojaška plemena, zato da bi Bizancu pomagali v borbi proti Avarom, ker Sklaveni niso bili dovolj zanesljivi.
Oni so se skrbeli za sebe, čisto normalno, mislim, če gledamo, da je to miroljubno ljudstvo, je samo važno, da ga pri miru pustiš, ne da ga boš stalno v neke vojaške spopade naganjal, to, kar nas še danes naganjajo. In za bolgarski prostor, tam pa sploh našteje te sklavinske, ki so v bistvu na neke vrste, Sklavinije so neke vrste plemenske, male plemenske zveze, in jih prav našteva po imenih, ampak te Sklavinije so pa morali Bizantinci predati Bolgarom, ki so napadli Bizanc in ga premagali na tem prostoru in so jim morali dati te Sklavinije kot odškodnino. Tako da je današnji bolgarski, pa tudi deloma makedonski prostor je v bistvu pod Bolgare spadal od 7. stoletja naprej, ko so ga predali Bizantinci. Zanimivo je pa tudi opis grških Sklavini na Peloponezu, ki je nekje trdi tako, da Grki, kolikor so bili starodobni, so živeli v mestih, na podeželju, zopet v teh planinah in na celem Peloponezu so živeli Sklavini. Se pravi, zopet to bizantinski cesar opiše, verjetno si ni izmišljeval, ker ni imel nobenega interesa, da bi Sklavine nekako podegovil. In tudi opiše, kako se s temi upravlja, s temi Sklavinjami, sinu kot napotek. Odlično. Ja, in zdaj pa tako, kasneje so v bistvu to njegovo delo v nekem smislu rekli, da to je bilo 300 let kasneje po naselitvi in da kaj on vedel, odkje so vsi ti narodi. Jaz pa sam pravim, če bi bili tudi v 6. stoletju prišli, je nemogoče, da bi v tako območje naselili in to brez nekih velikih bojev, brez nekih... Se pravi, so kvečemo bili tam kot staroselci. In so kvečemo, potem se je ožal ta prostor. In recimo tudi piše, da v 9. stoletju je prostor ene od Sklavini na Balkanu, se pravi neke vrste dalmatinska Sklavinija, tako piše prostor, so že zavzeli Hrvati kot vojaško-politična elita in ga počasi začeli seveda hrvatizirati. In to je bil prostor med Savo in Kninom nekje, če gledamo zdaj ta prostor. Medtem ko srbski prostor so pa tudi v bistvu počasi začeli organizirati Srbi s svojimi kraljevinami, kraljestvi in tako naprej, to, kar smo se sicer učili. Tako da to toliko okrog Balkana. On sicer ne govori veliko o karantancih, morovanjih in razen, da so dobro organizirani, da je to že bolj razvita oblika Sklavini, ker ta prostor ni spadal v Bizanc, ampak je takrat že spadal v Sveto rimsko cesarstvo v njegovem času in vemo, da je v 10. stoletju je prišlo potem do razkola med bizantinskim delom in med zahodno-rimskim, torej katolištvom in pravoslavjem tudi. Zato jih je v Bizancu bolj zanimalo seveda tisti prostor, ki je spadal po Bizancu. Za mene je ta opis Sklavine v bistvu res bilo odkritje, ker pravzaprav eno takmo uradno dokumentu, kot ga je cesar napiše, pa res ne moreš oporekati. In če je bilo to mnoštvo Sklavini že v 9. 10. stoletju tako prisotno vse posod in posod govori o tej samoupravni organiziranosti, o veliki potrebi po neodvisnosti, da se težko vdajo v tuje roke in tako naprej. To so vse opisi za ves ta prostor nekdanjih jadranskih venetov, če zdaj se spomnimo na Mateja in njegov opis. Torej, je to bilo nekaj za mene v bistvu odkritja. Potem seveda sem sledila tudi
bom rekla, razne urbarje, razne kronike, kjer so, bom rekla, obrobno v tem alpsko, frankovskem delu, no, tako bom rekla, ali pa kasneje Svetega rimskega cesarstva opisani seveda tudi sklaveni, ne, ali pa sklavini, sej tam jih imenujejo tudi potem že Vendi, Vindi, ne, Venedi, z raznimi imeni, ker očitno jim ti kronisti dajejo, v bistvu enkrat jim dajejo geografska imena, ne, pa samo povejo pol, da vsi govorijo isti jezik, ne, včasih pa jim dajejo, jih opišejo kar kot sklavene, ne, kot ljudstvo, ne. Se pravi, ta Karantanija, Moravska kneževina, ne, kneževina ob Savi in spodnja Panonija kot ena od poslednjih kneževin, ki so jo potem Madžari zavzeli, ne, to so 3 ali pa 4 slovenske države. Ne, ko pravijo, niste imeli države, pa zato ne, ni bilo, ja, kaj pa so bile te države, ne? Recimo, Savska kneževina sploh ni, to je pol Kranjske, ne, zraven, nekdanje Kranjske, se pravi, je segala do Langobardskega kraljestva. To pomeni, da je nekje, ne vem, pri Krškem ali pa še malo više je šla meja. In tam je v 7. stoletju, oziroma v konec 7. stoletja, v 8. opisan Vojnomir, knez Vojnomir, ki je skupaj s Franki se povezal, da bi premagali Avare, ker Avari so bili pa naš hud sovražnik ves čas. No, in ko so premagali Avare, so pa Franki želeli to kneževino si podrediti, ne, tako kot so si Karantanijo že prej, ne, tam so predvsem s krščanstvom to uvajali, ne, da je vemo, to zgodbo z Hotimirom pa, ne, ki sta bila poslana na frankovski dvor, ne, zato da bi sprejela krščanstvo in potem so preko krščanstva uvajali svoj red, ne. Medtem ko Vojnomira, ne, niso, on in njegov sin Ljudevit Posavski, pa se ni hotel predati in je 1820 do 1823 potekali so hudi boji med Ljudevitom Posavskim in Franki. In na koncu je seveda Ljudevit bil premagan. Je prebežal na hrvaško stran, tam je vladal knez Borna še vedno z neslovanskim imenom, kot imenom, ne, in Borna, že to govori, da je to ni bilo pleme, ki bi bilo slovanskega izvora, ne, in Hrvati so ga ubili, ne. Tako da potem je seveda Franki so potem razdelili to kneževino na 4 grofije po njihovem sistemu, ne, feudalnem, in tako je potem ta, bom rekla, samostojna država, kneževina, ne, ker kneževina je država, ne, to ni pravzaprav bila razdeljena in od takrat naprej ni bila nikoli več enotna, ne. Ampak v bistvu dogajalo se je pa v njej tudi vse sorte, od vojne krajine do beguncev, Hrvatov, do vse sorte, ne. Zdaj, če bi še to opisovala, bi 3 ure sedeli tukaj. No, zdaj pa naprej, ne. Zdaj jaz sem potem sledila tem, kaj so pisali ti stari rokopisi, ne, koliko je še fragmentov ohranjenih, potem kaj je pisal recimo en menih, ki je pa opisoval bolj baltske Slovene, ne, Hermoldo, njegova v 12. stoletju, ne, in meni je bilo zanimivo zato ker ga Valvazor tudi omenja in omenja, da ko on opisuje Slovene, ne, v bistvu tudi njihove bogove, njihove običaje, potem, da so imeli svetišče v Arkoni, ne, na blizu Danske in tako naprej, njihove bogove, ki so čisto enaki kot slovenski, ne, Triglav pa Živa, pa ne, se pravi, da je to res bil enoten prostor, staroselski, ki je imel enako češčene bogove, enako, ne, Radogozd in tako naprej.
in se je potem še razvejal v razne narode. Prej pa bil to enoten prostor in tudi Valvazor pravi, da da je zelo verjetno, da so imeli stike, to se pravi krajinci, on opisuje krajince, z temi severnimi narodi, ker drugače ne bi bilo enakega tega bogoslužja in teh načinov. Zato mi je bil Daher Moldo, kako opisuje te običaje in opisuje tudi to, kako Germani s pomočjo križa, torej krščanstva, v bistvu preganjajo in osvajajo slovanski prostor. Se pravi, zopet ne gre za to, da bi Slovani nekam udirali in osvajali nek prostor, ampak Germani udirajo vzhodno od frankovskega prostora v ta prostor. No, toliko o tem. Zdaj pa smo šla gledati v redu, zdaj pa kdaj se pa začne malce lomiti v bistvu ta, bom rekla, avtohtona teorija. In je zanimivo, da to sovpada z tem, ko so Habsburžani prevzeli, ko so porazili pač celjske kneze z svojimi intrigami in svojim ubojstvom, in takrat se pojavi prvič na njihovem dvoru njihov zgodovinopisec, ki je še prej ugotavljal skozi topografijo in skozi vse druge zadeve, kako staroselskega izvora so. V 15. stoletju pa naenkrat začne, seveda po naročilu dvora, pisati zgodbo o tem, da so Slovani ali pa Sklaveni, kasnejši prišleki in da so Germani tu že od nekdaj. In takrat se v 15. stoletju začne prvi kratek opis, popolnoma drugačnih in podobno na madžarskem dvoru. Se pravi, ti zgodovinarji so naredili prve zapise, ampak to še zdaleč ni bila prevladujoča teorija v 15. stoletju. Ampak se je na dvorih to začelo. Ja, na dvorih, ja. V 16. stoletju še vedno pišejo tako, bom rekla, Bohorič, tako Vramec, on je sploh znan, kot, bom rekla, ker ima kroniko slovensko, je zapisal, potem v bistvu Valvazor, tudi kasneje Linhart, ampak Bavčar, recimo, ki je pisal o zgodovino Norika in Furlanije, vse to so v bistvu zgodovinopisci, ki še govorijo o tem, da je nekako, bom rekla, jedro tega ljudstva je staroselsko, vendar pa dopuščajo tudi nekaj kasnejših migracij. Recimo sploh Valvazor pravi, da ko so se začeli, se pravi, ko so Hrvati vdrli v sklavenski prostor, dalmatinski, da se je verjetno del torej Slovenov, Sklavenov, takrat pribežal oziroma preselil na Krajinsko. In to pa je bilo v 6. stoletju, oziroma 7., ko so oni prišli. Ampak dejansko pa on opisuje 11 različnih narodov, ki so poseljevali ta prostor in začne z Jafetom, se pravi z tem, kar tudi dr. Perdih začne, vesoljni potop in Noe in njegovi sinovi in tako naprej. O tem posebno govori tudi Valvazor. Ampak to v knjigi, ki je bila prevedena šele pred 3 ali 4 leti. Ta knjiga sploh ni bila prevedena od njegovih 12, ker njegovo delo je takšno. Mi smo imeli pa tukaj prevedena knjiga, jaz pa tisto zgodovino Vojvodine oziroma Čast in slava Vojvodine Krajinske je v bistvu takale knjiga in jaz sem se veliko spraševala, ja pa kaj, zakaj je on to celo življenje pa celo premoženje dal za takole knjigo, to je takole delo, ki tako v knjižnici ga lahko si samo za branje sposodite, tam v knjižnici ne morete ga niti domov odnesti, drugače pa strašno drugo. Ampak še tam sem bila razočarana na tem, kako naši sodobni prevajalci pravzaprav dvoumno prevajajo imeno Sklaven. Čeprav je Krajinska, čeprav so tu Slovenci dokazani, če kje,
oni govorijo o Slovanih, oni prevajajo Slovane, ne? Alpske Slovane, Karatance, alpske, torej Krajince, pač spet ena vrsta Slovanov in ko ga vprašaš tega zgodovine, pa kjeri Slovani, ker če so bili Hrvati že v 9. stoletju imenovani, Srbi tudi v 7. stoletju imenovani, bom rekla, kjeri Slovani so pa pol še živeli v tem zahodnem delu. Ja, pač eni, ne, niso imeli svojega imena, ne. In kar je seveda popolna norost, ne, ker Norvečani so imeli že zelo zgodaj svoje ime, ne samo ne prepisujejo jih slovanskim prednikom, ampak jih prepisujejo keltskim prednikom, kot da so v bistvu tu živeli sami Kelti, ne. Ja, rečeno je bilo, da si je en Čeh zmislil to ime. Ja, to ime Slovan je pa sploh naziv nastal šele, oziroma izraz je nastal šele v 19. stoletju. Pod vplivom Rima, tako trdijo, so v bistvu je ta Dobrovski, ne, zgodovinar ali pa jezikoslovec, ne vem kaj je vse bil, takrat so bili kar vse jezikoslovci in zgodovinari hkrati, uporabil ime Slovan. Zdaj, z vidika tega, ne, da takrat res se oblikujejo narodi, ne, narodi v pravem smislu se oblikujejo šele v 19. stoletju, ne, tako da tisto, kar nam trdijo, ja, saj vi ste mlad narod, vi ste, nič nismo mlajši, kot so Italijani, kot so Nemci, kot so vsi, ker ti narodi kot nacionalna kategorija se oblikujejo šele v 19. stoletju, nič prej in nič kasneje, ne. Tako da smo se mi pač istočasno oblikovali, samo države v tistem času nismo več imeli, ne, ker smo bili pač pod nemškim vplivom, oziroma habsburškim. Ampak če spet pogledamo, ne, tudi to 19. stoletje na koncu označujejo te 5 kronskih dežel slovenskih, ne. Namreč Krajinska, Koroška, Štajerska, Primorska in Istra, no, to so bile 4 pod torej avstro-ogrskim, oziroma avstrijskim delom in so imele svoje parlamente in svoje delno samoupravo, ne. Medtem ko seveda spodnja Panonija, ki je bila tudi slovenska pokrajina, je pa spadala v Madžarsko in tam je bilo nekaj časa kraljestvo Sklavonija, ne, kar recimo Šiško prevaja kot kraljestvo Slovenije, ampak ta kraljestva, ne, niso imela toliko samostojnosti, kot so imele te kronske dežele, ne. Ki jih je kasneje potem Napoleon združil v ilirske province in po padcu Napoleona so bile združene v Ilirsko kraljestvo, ki je torej, to tudi se nismo mi nič učili, ne, v šoli, da je od 1815 do 1849 ta prostor oblikovalo Ilirsko kraljestvo, se pravi, je združilo vse slovenske dežele v enotno upravno kategorijo pod avstrijsko krono, ne, pod habsburško krono. A ni bil v tem času tudi Zeus? Ja, zdaj, no se pravi, če bi zdaj preskočili na 19. stoletje, ne, kaj se je dogajalo, zdaj začne se velikonemški nacionalizem, ne, narod nemški, torej Avstro-Ogrska in Prusija, ne, kot nemški kraljestvo, v bistvu začnejo svojo hegemonijo širiti, ne, in takrat nastane na Habsburškem dvoru zopet, ne, ta teorija Kasparja Zeusa, ki je povzemal pač tiste vire, torej selektivno tisto, kar mu je ustrezalo, ne, in je začel govoriti, da v bistvu Slovani so v bistvu pozni prišleki, ta zadnji prišleki v ta prostor, in da so seveda zato imajo Nemci vso pravico, da svoj prostor pač branijo in zasedejo, ne. Torej, popolnoma nasprotno od tistega, kar so pisali zgodovinarji in kronopisci od 6. do 12. stoletja, ker vsi jasno povejo, da so tu Sloveni bili mnogo prej kot Nemci. Ja.
Tako da, in seveda, kaj se zgodi, ve se, kaj je takrat bilo osnovno orodje za to, da se je v bistvu zgodovina spreminjala, to so bili šolski učbeniki. In vsi šolski učbeniki dobijo to teorijo. In tako se začnejo otroci bom rekla, posebej pa še srednješolci in pa študentje, naenkrat vzgajati v tem duhu, da so oni pač, Slovani so naseljenci in so drugorazredni po svoje. No in zdaj se človek vpraša, ja, kaj so pa naši delali, v tem času so živeli Kopitar, Miklošič, vsi ti znani jezikoslovci in tako naprej. Zdaj tako, tisti, ki so živeli od dvora, tako ko bi danes rekli, tisti, ki so plačani od države, so nekje morali potihem sprejeti, čeprav so v svojih mnogih pisanjih drugih zanikali to teorijo, oziroma vsaj rekli, da dvomijo v to teorijo, ampak uradno so na njo pristajali. In to je bila seveda tako, kot so recimo, ne vem, po letu 1945 pristajali zgodovinarji na en del zgodovine, ne pa na drugega, ker če si sestavni del režima, moraš pisati tako, kot režim hoče. No, in jaz sem seveda tudi uporabljala umetno inteligenco, da sem jo vprašala, no pa naj mi vendarle razloži, zakaj se je to lahko uveljavilo, in kakšne dokaze so uporabljali za to. In so rekli, ja, selektivno branje zgodovinskih virov, se pravi tiste vire, ki ti potrjujejo pač to tezo, drugi pa ne, druge pač ne poveš. In drugo, kar je, da so prilagajali nekatere arheološke, tudi v bistvu, da so rekli, da je bil prelom kultur v 6. stoletju, ko so Rimljani odšli in da je to bila velika urbana kultura. In jaz sem pred kratkim so v Pomurskem muzeju en razstavljal, pa je rekel, glejte, to je velika urbana kultura Rima, to je pa slovanska kultura, in je pokazal na pol tak lonc, tisti lončen. Zdaj pa, a veste, to je tako potvorjena zadeva, ti najdeš en lonc podeželski in ga primerjaš z urbano kulturo. Vse Sloveniji niso nikoli bili urbano ljudstvo, bili so vedno podeželsko ljudstvo. Ampak recimo, ko so Rimljani odšli, so normalno, da je ostal samo tisti podeželski živelj. Torej, prebivalci urbanih mest so se izselili, vemo, da so se Ptujčani izselili v Novi Grad in so ustanovili Novi Grad v Istri. Ja, no, jaz tudi ne, dokler nisem. Da so v bistvu, ker tisti, ki so se romanizirali ali pa ki so bili kolonisti, trgovci, vojaki in tako naprej, normalno, da so se umikali proti Italiji, ko je prišel Atila pa začel harati po tem prostoru. In v bistvu ostali so pa ljudje na planinah, v teh vaseh, in ta vaška kultura je bila vedno drugačna. Da se vrnem nazaj na tega Kasparja Zevca, on je dobil nalogo, da to spravi v vse učbenike. In zato se je lahko uveljavilo. Pravi, je pa bil nemško-avstrijski vpliv tistega časa v Evropi tako močan, da se pravzaprav na drugih univerzah, kot so bile francoske univerze in tako naprej, niti niso s tem kaj veliko badali. To je bil pravzaprav germansko-slovanski problem, ker smo se pač našli na tej ločnici. In pa seveda izkoristili so to Italijani, oni bolj kasneje, ki so rekli, da so oni potomci visoke kulture, Sklaveni so pa barbari in tako. In to še danes pravzaprav uporabljajo. Tako da, zdaj pa sem se povprašala, v redu, zdaj, če je Avstro-Ogrska to pisala v svojih učbenikih, kaj pa se je zgodilo z Jugoslavijo? Smo vstopili v kraljevino Jugoslavijo in kaj je ostalo? Ja, pravi, je pa tako, vse tisto, kar
so bili že učbeniki napisani. Jugoslavija takrat ni bila v stanju, da bi nove učbenike kreirala. Se pravi, če je bilo kolikrat toliko še okrog srbskih kraljestev, pa tega napisano, je bilo to dosti o Slovencih in v našem izvoru se niso kaj veliko obadali s tem, ne? In je to kar ostalo. Ne? Zdaj, ti naši razni pisatelji, se vemo, ne, bolj tudi cerkveno usmerjeni, recimo so vedno pisali, ne, o tem, ali pa menihi, ali pa to, da imamo drugačen izvor, da sigurno nismo enaki kot Srbi ali pa podobni kot Srbi, da to nikoli ne bo čist isti narod. Ne. Čeprav oni imajo tudi 20%, bom rekla, te hegemonije, 80% je tam slavenskega izvora. Ne. Samo seveda se je pač potujčilo, tako kot se je v Avstriji ponemčilo. Mi je en kolega, smo delala skupaj v Bosni, pa je rekel Avstrijc, doktor znanosti, pa sem ga enkrat zafrkala, sem kaj veš kako, sej vi Avstrijci ste tako sam germanizirani Sloveni, ne. Ja pa pravi, ja, vse to noben ne zanika, ne, to je res. Če je Jugoslavija bila na jugu, se pravi severna Slavija pa na gora, ne? Ja. No, zato pravim, da smo zdaj še samo ugrizek od slovenske poselitvenega prostora. No, in potem je pa temu sledila, seveda, no in pa seveda, ker so pa Srbi in Hrvati res prišli v 7. stoletju, ne, oni s tem niso imeli problema. Ne. Tudi če je prišla sam neka vojaška elita, oni so takrat dejansko prišli. Ne. In tako Slovenci se pa tako radi kar malo poniknejo pa vdajo v takih primerih naše elite, v bistvu, in je tako ostalo, ne, tudi v teh učbenikih. Čeprav bilo je marsikaj tudi zapisanega drugačne, ampak to ni bila mainstream, ne, kot se reče, ni bila najbolj tista prevladujoča verzija. No, 45. leta se je pa začela zgodovina na novo, ne, takrat pa narod ni bil več aktualen, ker je bil aktualen delavec in internacionalc, ne, in se je vse, kar se je bilo z narodom povezano, v bistvu smatralo kot nacionalizem, ne. Sej jaz verjamem, da partija kakorkoli je hotela oblast obdržati, da je z Hrvati in Srbi vedno imela problem, ker oni so poudarjali svoj nacionalizem in so ga tudi dokazovali tako, da so druge uničevali, ne. Ampak splošno imamo pa v bistvu in Makedonci in Slovenci imamo pa eno, ker Makedonci so tudi staroselci, ne, enako kot mi, ne. In v bistvu smo eni in drugi pravzaprav kar slepo pristajali na to, da sej narod ni več moderna kategorija, ne, sej v bistvu smo internacionalci. In če se to 45-50 let vzgaja, ne, potem je prišla še globalizacija, ne, ker pa sploh ni več ničesar ne bo, ne. Pravzaprav šele, ko je Trump prišel z America First, je v bistvu, smo se naenkrat začeli zavedati, da je primarna struktura je narod, ne, in da tam moramo svoje korenine ohranjati, če hočemo obstati, ne. Tako je nastala ta naselitvena teorija, ki še kar traja, ne. Se pravi, sklicujejo se vsi na tega Zevsa in še na nekatere tiste prve zapisovalce na Habsburških dvorih, potem zraven prilagodijo arheologija, ne, medtem ko pravzaprav sodobna genetika, ne, ki je pa še bolj mlada veda, pa seveda dokazuje točno to, kar so govorili stari zgodovinarji. Se pravi, da imamo Slovenci eno najbolj, bom rekla, starih genetskih slik, ne, čeprav sama genetika tudi ni nič, ne, ker tudi biologija, vemo, da se spreminja tudi s prihodi, nastanejo neki, migracije so vedno bile, ne, nastanejo neki odkloni, ampak jedro pa očitno je, da je 40% tega, pa mogoče malo manj, mogoče kje malo več, če bi na planinah ali pa v dolinah merili,
je staroselske kulture iz neolitika in da se genetika na tem prostoru ni vse od bronaste dobe kaj veliko spreminjala, kljub vsem migracijam, kljub vsemu, ne, se pravi, da bil je prepišen prostor, vseh vrst viharjev je prihajalo skozi ta prostor, ampak ti viharji so prišli in odšli, staroselci so pa ostajali. Ne? In zato ni čudno, da Dušan Škrlep raziskuje tamle v bistvu rovtarsko narečje, te skrite doline, ne, ki ga povezuje celo z etruščanskim jezikom, ne, kot najbolj staroselskim jezikom, ne, zapisanim seveda je staroselskim jezikom. Ne. Verjetno bi tudi v kakšni Zilski dolini ali pa v kakšnih beneških teh rezijskih, za rezijsko sploh pravi tudi umetna inteligenca, ne, da je to eno najbolj arhaičnih narečij oziroma struktur, kar jih obstaja v srednjeevropskem prostoru. Ne. Podobno tudi kot baski, ne, baski so, tam je tudi značilno to staroselstvo in to jasno govori o tem, da pač imamo tako v bistvu večino genov staroselskih in verjetno s tem tudi običajev in navad in jezika, imamo pa tudi del migracij. Ne? In dr. Kornhauserjeva je lepo rekla, ne vem, če se spomnite, ona je bila sicer v bistvu naravoslovka, je rekla, veste, nekateri pravijo, da so nam migracije škodile, ne? Jaz pa pravim, da so migracije nam niso škodile, če so v odmerjenem odstotku, zato ker pomlajujejo našo kri. Če bi mi se mešali samo med seboj, bi danes našega naroda več ne bilo, ne? Ker bi bili retardirani. In to pa se spomni, da smo se učili že pri biologiji pa pri psihologiji, ne, da so ta zakotja, ne, ki nimajo prepiha, pravzaprav je tako kot pri živalih, ne, biološko je tako kot pri živalih, moraš mešati zadeve zato, da dobiš čvrsto vrsto, ne, medtem ko v bistvu ljudje pa tudi, ne, če bi se tamle za Solčavsko in tako te zakotne zadeve pravijo, da je mnogo več recimo retardiranih otrok, ne, se rojeva, ker preprosto se verjetno kar sorodniki že med seboj poročajo, tako se spomnite se pri teh tudi aristokratskih družinah, ne, ko se je prišlo potem že do popolne degeneracije, ker so se med seboj sestre in bratje, tudi pri Egipčanih, pri Rimljanih in tako naprej. Tako da prepih nam lahko koristi, ne, samo če se zavedamo svojih korenin in znamo svoje korenine uveljavljati, ne. In jaz verjamem, da nehote ali pa nevede so ga naše matere in pramatere ohranjale. Ker zato tudi govorimo o maternem jeziku. Ne, ne vem, če imajo ta izraz v vseh jezikih. Ja, saj neki režidi, doma se po ženskah pleme prenaša, ne po moških. Judje recimo imajo tipično to, ne, da se po ženskah prenaša in one, v njihovi kulturi mora ženska vsako 6. generacijo se dati oploditi z tujim moškim, zato da biološko vitalnost ohranjajo, drugače pa oni imajo lahko različne nacionalnosti, različna imena, različne priimke, ampak po materi se pa spremlja rod in tudi zapisuje. Ne po očetu. Ženska otroka nauči govoriti pa se. Ja. Tako da doslej nam je to uspelo, zdaj kako pa bo v prihodnje, pa upamo, da bo tudi zavedanje več, ne? Ker nevarnosti je pa zdaj veliko več, čeprav je pa tudi priložnosti za slovenski jezik veliko več. Ne? A veste, gledajte, čas so se borili za to, da so bile knjige v slovenskem jeziku, da so lahko pisali v slovenskem jeziku, ne? Še 200 let nazaj vemo, da je bilo to pravi podvig. Danes je to uradni evropski jezik, danes ga umetna inteligenca uporablja. Slabo. Ne, in pa to celo lepš, jaz trdim, pa nisem najmanj izobražena,
da je slovenski jezik umetne inteligence res, da je preprost, ne, ni neki, ne vem, izumetničen, ampak je dosti čist. Ne moramo reči, da nam škodi, ne, ta jezik. In če ga z vsem tem ne bomo znali, temi orodji, s to pozicijo v evropskem Babilonu, kot je Evropski parlament, v bistvu ne bomo znali ohraniti pol pa... Ne, ampak ni, a veste, vse ni samo jezik. Jezik je en del kulture, ne. Tiste vrednote, v bistvu običaji, v bistvu vse to, kar nas označuje in nam daje identiteto, ne, to je tudi pomembno. Da človek ve, kaj je prav. Ja, no, a veste kako, vrednote Slovencev, ne, in vrednote Nemcev so popolnoma različne, ne. Vrednote tudi Slovenov in Srbov so popolnoma različne, ne. In to se potem seveda kaže v tem, ne. Zdaj, če pride do prevlade drugih vrednot, ne, neka skupina že ohranja, ne, in se bori proti, ampak če je pa pritisk prehud, ne, potem pa običajno močnejši zmaga, ne. In v avstrijskem prostoru jaz mislim, da so Nemci kar veliko zmagali, ne, v tej. Kakšen bi bil nek pravičen zaključek v tem današnjem času, zdaj pa vsem, kar vemo? Ja, jaz mislim, da najpravičnejši ali pa najbolj tako, ne, da je Korin, no, Dušica Konauer je lepo rekla, ne. Če drevo nima korenin, je hlod. In ga lahko nosijo viharji, podrejo ali odnesejo ali kamorkoli, ne. Če pa se zave in ima močne korenine, pa lahko širi svojo krošnjo v svet, lahko sprejema ptiče, ki priletijo v drugod, vse, ampak ob tem, da na miroljuben način, seveda ne z neko agresijo, ustvarja okolje, v katerem se tudi drugi dobro počutijo in potem tudi ni problem ohranjanja vrednot, ne. Mi nismo ti, ki bomo razen dober, vse posod imate ekstremiste, ne, in jaz jih ne morem poslušati včas, ko bi kar tudi klali pa to, pa drugi, kaj boš z mirnostjo in zavedanjem, da so naše vrednote pomembne, bomo največ naredili. Ampak seveda, vrednote moramo poznati, otrokom jih moramo vcepiti, ne, od otroških dni naprej, ne. Ker recimo, za razliko od nas, Hrvati jo zelo vcepljajo, ne, ta njihov tudi mogoče že malo nacionalizma, ne. Oni imajo v bistvu jasno strategijo, kako bojo vzgojili mladino, da bojo res Hrvati, ne. Svoje zgledom, svoje življenje. Ja, pa tudi z šolskim sistemom, ne. Predvsem šolski sistem, vse vidite, kako je spremenil šolski sistem to naselitveno oziroma teorijo avtohtonosti. Šolski sistem je zelo pomemben, tako da jaz mislim, da če se kaj moramo prizadevati je, da ali spremenimo počasi učbenike, da vsaj v obe teoriji pridete enakovredno not, pa argumenti za eno in za drugo, ne, ali pa, da se tako kot Slovenci po svetu, v bistvu v vzporednem sistemu učenci učijo v bistvu pač tiste vrednote, ki mislimo, da so pomembne, ne. Ker jaz občudujem te Slovence, a veste, tudi v mestu, tudi v Argentini, tudi drugje po svetu, kako oni uspejo te otroke naučiti, če ne druga pa, da spoštujejo narodno nošo, da spoštujejo, da jo radi oblečejo, da spoštujejo harmoniko, da spoštujejo naše plese, medtem ko doma, razen na podeželju, skoraj tega ni, ne. To je znan pojav. Čeprav, meni se zdi, da je pa ta narodna noša današnja, ne, da to je spet nemški vpliv.
če bi gledal te staroverce, pa to niso nič tazga nikoli oblike. No, gledajte, vse narodne noše so nastale pravzaprav tamle v 19. stoletju, ali pa v 18. stoletju. Prej je bila kmečka pa pražna noša, pač kmečka je bila v bistvu za vsak dan za na polje, pražnja pa v nedeljo za kmaši, to je bilo prisotno. Ampak jaz recimo, ko smo bili v Trstu, veste, da je ta kraška okcet, njihova velika prireditev, ko se vsi oblečejo narodne noše in tako. Oni so to razvili oziroma ohranili iz 19. stoletja, ali pa še prej, vse so tudi naslikane že prej te narodne noše, kot odraz razlikovanja do Italijanov, ker Italijani niso imeli narodnih noš. In ko so Slovenci oblekli narodno nošo, so pokazali, mi smo Slovenci. In isto, recimo, če vi gledate v Clevelandu ali pa v teh Argentini, ko oblečejo narodno nošo, želijo pokazati, da so oni Slovenci in se s tem ločujejo v drugih. Zdaj, seveda, v tej centralni Sloveniji ali pa matični Sloveniji take ogroženosti, kot so oni ogroženi, ni, ampak v bistvu ne glede na to, pa jaz mislim, a veste, gledajte, Črnogorci, mama preda, ali snahe, ali pa hčeri, ko se ona poroči še danes, narodno nošo, ki so jo prepisali v, 16. ali 17. kralj Nikola je prepisal narodno nošo, njihovo. In tudi tržaški Slovenci pravijo, da mladi vse bolj to sprejemajo kot del svoje identitete. Ampak poročajo se pa ne o teh oblekah. Ta mladi Ne, tudi včasih so vse. Ja, seveda, sej v bistvu na podeželju verjetno še kje, mogoče na avstrijskem krožju, ne vemo, tudi ker slab raziskujemo te zadeve. Na obrobju, sigurno, bolj ko si ti ogrožen strani sosednjega, hegemonega ali pa prevladujočega naroda, bolj poskušaš izpostaviti svojo identiteto. To je dejstvo. Noša je samo en del. Mi moramo še v bistvu bolj promovirati ta naš način gradnje, ki je bil res podeželskemu življenju prilagojen, se ga ne sramovati. Kozovce. Tudi kozovce, ja, pa potem te pastirske, veliko planino s temi unikatnimi pastirskimi kočami in tako naprej. Sej jaz rečem, da drugi pa tega nimajo, ampak označuje to eno našo identiteto. Je pa res, da nikoli nismo bili predvsem mestni narod, tako da je celo Valvas Dvor zapisal, da je Ljubljana se je začela, potem ko jo je Atila razdejal po Rimljanih, da je zato, da bi jo obnovil, je naselil v Ljubljano 17 različnih narodov, torej pripadnikov narodov, obrtnikov in tako, ki so potem to mesto začeli obnavljati. Jaz pravim, vse to še danes pravzaprav za Ljubljano velja. To je pač multipolis, tako kot so drugi, ta velika mesta multipolisi, tudi že Maribor je deloma to. Zdaj v zadnjem času pa seveda so tudi manjša mesta postala zaradi priseljencev že multipolisi. Ampak ko enkrat pride do te situacije, je pa še toliko bolj pomembna integracijska politika, ki zna predstaviti vrednote prostora, v katera človek prihaja, ker v bistvu edina na ta način se ohranja identiteta. In nič na silo ne gre. Pa jaz mislim, da večina ljudi s slovanskim poreklom tako sploh nima do tega problema veliko. Tisti, ki pa so potomci Ilirov, to so Albanci, so pa res pravzaprav drugačni. Ampak zakaj bi za konec rekla? Če sem hotela ugotoviti, kako nastaja zgodovinska resnica, sem dejansko ugotovila zelo podobno, kot je Matej ugotovil. Vpliv hegemonije na oblikovanje
narativov, ne. Ker v bistvu Rimljani so poenostavili zadeve tako, da so vse, kar je bilo tu, poimenovali ilirik, ne, in od tod so bili kar naenkrat, smo mi bili, oziroma so pred nami bili tukaj Iliri, ne, pa jih tu sploh ni bilo. Recimo Valvazor pravi, da Ilirov na Kranjskem ni nikoli bilo, ne. Se pravi, v 17. stoletju so še drugače pisali, kot smo se mi učili, da so tu Iliri pa Kelti pravzaprav prevladovali pred Rimljani. In tako v bistvu uradni zgodovinarji, ki pišejo deloma po nareku, deloma po inerciji, deloma po bom rekla, indolentnosti, ne, pač poenostavljajo stvari, oblikujejo zgodovinske narative in šolski sistem, če jih prevzame, je največja grožnja resnici, ne. To je pač, bom rekla, edina resnica, ki sem jo jaz poznala. Tako. Kaj pa zdaj, ko so se te arhivi odprli, ameriški? Ameriški arhivi? Ja, ke Josip Broz, ta nameščenec, ne, ki ni bil Josip Broz, je bil Habsburžan, ne. Ja, to sem zdaj zadnji čas brala. Torej, nekaj je moralo na njem biti, kar je bilo drugačno od, bom rekla, delavca, ne, kot takega, ker njegov smisel za tudi estetiko, tudi za glasbo, tudi za, ne, igral je klavir in tako naprej. A veste, to se ne more kar tako, da se tam nekdo je v ujetništvu pa se nauči bolj v bistvu, ne, zadeve. In tudi ta njegovo hlepenje po vladanju, ne, to običajno pride iz tega, da si ti recimo nezakonski sin nekoga in potem v bistvu iščeš svoj prostor pod soncem, ne. Vemo recimo za kralja Arnulfa, ne, cesarja Arnulfa, o tem nisem govorila. On je bil sin torej vnuka Karla Velikega, ne, in karantanske plemkinje Luicvinde, ne. In v bistvu kot nezakonski sin je dobil vse možnosti, da se razvija, ne, tudi je postal karantanski vojvoda, ampak on je hlepel po slavi svojega in starega očeta in je postal rimski cesar, ne. Pa je bil zaprisežen karantanc sicer, ne, ker je v karantani rasel gor, ne, to je v 9. stoletju. Tako da ta nezakonska zadeva je kar lahko en, bom rekla, handicap, ki potem vodi po željo po oblasti, ne. Mislim, da imamo enega takega tudi v sodobnem času, ampak ne bom govorila zdaj o tem. Mogoče pa veste, ker je. Jaz se ti zahvalim za ta bogat pogovor in upam, da se še kdaj srečamo na tak način. Se mi zdi, da imaš še veliko za povedati. Ja, sej jaz tudi če sama skozi odkrivam, ne, ker jaz prvenstveno sem to delala za sebe, ne. Jaz nimam nobene potrebe, da bi postala slavna negatorka uradnega sistema, pač to se mora postopno na miren način, ne, tako kot vse ostalo, preliti v množice in s čimerkoli lahko k temu pripomorem, bom z veseljem delila, predvsem pa bom še naprej raziskovala za sebe, ne.